Dobar dan in najlepša hvala za povabilo Ekologom brez meja tudi v mojem imenu. Jaz sem vodja pisarne informacijske pisarne Evropskega parlamenta tukaj v Sloveniji in lahko rečem, da kot nekdo, ki informira in komunicira v imenu inštitucije, ki je edina neposredno izvoljena evropska inštitucija, zelo pozdravljamo vašo inicijativo, ki jo danes tudi podpisujete. In nasploh vse stvari, ki smo jih lahko danes videli, vse akcije, vse aktivnosti na tem področju in to, da je civilna družba na tem področju tako aktivna. Evropske poslanke in poslanci, 751 jih je iz cele Evropske unije, na sliki zadaj so naši slovenski evropski poslanke in poslanci, 8 jih imamo, so tisti, ki potrebujejo vaš input, ki potrebujejo vaše mnenje, zato da lahko oblikujejo zakonodajo, ki potem velja tako za Slovenijo, kot za drugih več kot 500 milijonov državljanov Evropske unije. In jaz bi rad prav to sporočil, preden povem nekaj zadnjih stvari, ki so trenutno na mizi evropskih poslank in poslancev, poleg tega, ker je bilo že omenjenega, je to, da vas spodbujam, da se zavedate tudi te dimenzije. Se pravi, zdaj ni samo slovensko ministrstvo, pa slovenska vlada, pa slovenski parlament, tisti, ki je pristojen za sprejemanje in oblikovanje zakonodaje, ki se tiče tega, o čemer se danes pogovarjamo, ampak imamo tukaj tudi evropsko dimenzijo. In prav med odbori, ki delujejo v Evropskem parlamentu, kot imamo državnem odbori, je odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane, ko se imenuje ta odbor, najbolj aktiven in sprejema največ zakonodajnih aktov v Evropskem parlamentu. Tako da vas spodbudim, da to upoštevate. Zdaj vam bom predstavil samo nekaj stvari, ki so trenutno na mizi evropskih poslank in poslancev. Poleg tega, kar je bilo že omenjeno, ker je gospod Bogovič povedal in tudi nekaterimi z vami, je trenutno predlog resolucije za racionalizacijo odpadkov hrane in boj proti globalni lakoti. Jaz malo prevajam, ki imam tukaj v angleščini. To je trenutno resolucija, ki je na mizah recimo evropskih poslancev in ki tudi upošteva te teme. Če kogarkoli od vas zanima bolj natančno, samo še zdaj v podrobnosti teh resolucij, se lahko vedno obrne na nas, lahko vedno dobite podatke o tem, lahko dobite resolucije. Vse te stvari so tudi v slovenščini dostopne prek spleta, ampak če rabite pri tem pomoč, smo na razpolago. Potem odbor za okolje trenutno pripravlja poročilo z naslovom Učinkovita raba virov in premik k krožnemu gospodarstvu, bi to prevedli. Noter v okviru tega predloga spodbuja Evropski parlament komisijo, ko pač deluje Evropska unija, da naj zahteva v bistvu od držav članic Evropske unije, oziroma pripravi predlog, ki bo zavezujoč, da se bodo v nacionalne strategije na področju omejevanja in preprečevanja odpadkov, predvsem na področju odpadne hrane, te količine zmanjšali za 30% do leta 2025. Mogoče ključna stvar tukaj ne. Potem imamo tudi zakonodajni predlog, ki spreminja okvirno direktivo o odpadkih v Evropski uniji. Tudi ta je zdaj na mizi in se bo v naslednjem obdobju oblikovala. Tudi tukaj noter je predlog obveze držav članic, da vpeljajo določene konkretne ukrepe za to, da se zmanjša odpadke na področju prav odpadne hrane in nasplošno odpadkov. V tem kontekstu vas lahko že zdaj obvestim, da bo v januarja naslednje leto v Evropskem parlamentu organiziran javni hearing, kjer lahko tudi vi sodelujete neposredno, tako da se udeležite tega hearinga, nastopite svojo perspektivo, ali pa da saj pošljete recimo kakšen prispevek, ki se potem da v skupno brošuro oziroma v skupno dokumentacijo z tega dogodka. Še mogoče dve stvari bi omenil, ena je uredba Evropskega parlamenta in sveta z dne 11. marca 2014 v skladu z evropsko pomoč najbolj ogroženim, ki se usmerjena v pomoč najbolj ogroženim, pa to, kar smo že danes slišali, se dotika tudi, kako tretiramo odpadno hrano. In še mogoče bi omenil to, da je letos Evropski parlament
pred nekaj meseci sprejel resolucijo, kjer je pozval za prepoved plastičnih vreč v 2020 in ta stvar je tudi zdaj na mizi. Tudi naša pisarna Evropskega parlamenta tukaj v Sloveniji bo v naslednjem mesecu pripravila kar nekaj aktivnosti, ki so povezane malo s tem, kar smo slišali od Lions kluba, pa še drugih, ali pa na področju izobraževanja in tako naprej, kjer bomo poskušali skupaj z nekaterimi civilno-družbenimi organizacijami pripraviti ozaveščanje in nekako dviganje zavesti o tem, kaj na tem področju manjka, tako za mlade, za družine, za gospodinstva in tako naprej. Tudi, če koga od vas zanima več o tem, kar dela Evropski parlament na tem področju, lahko nam piše, imamo svoje pisarno tukaj na Bregu v centru Ljubljane, ampak smo po celi Sloveniji prisotni z dogodki, tako da se lahko obrnete na nas. Lahko nam tudi date svoj mail, če vas zanima, lahko dam jim papir okrog. V vsakem primeru vas potem obveščali o tem, kaj se na tem področju dogaja, da se lahko pravočasno vključite. In za konec bi še enkrat poudaril samo to, da je zelo pomembno za Evropski parlament, da civilna družba politikom predlaga, kaj je potrebno narediti. Na tak način se lahko stvari spremenijo in garantiram vam, da evropski poslanki in poslanci se bodo odzvali, če boste imeli kakšno prošnjo ali kakšno idejo. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod.